Zelo zanimivo je, da ko vi objavite, je ponovadi to prvič in Juvan potem takoj repost to na našem Discordu. Vi objavite, mislim, da včas, od distributerja, ko on objavi včas, pa že prej. Ne vem, kje dobite te informacije, ampak... Za prvo informacijo, kaj je bilo za Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, ja. Takrat sem pač dejansko jaz že zagnjavil distributer. No way! In je pač, bomo preverili, ne, fajn, da je zanimanje v Sloveniji za to, ne, ja. Me ove pač potem piše kar nazaj, imamo to distribucijo preko, lahko naredimo, ne, pač, lahko živi, kar objavo naredite. Vredno, bomo kar levo. Preden je bila kakšnekoli objava, so oni v bistvu ne distributer, ampak dejansko neposredno Crunchyroll je objavil na svoji spletni strani, katere države bojo to predvajali. In nisem tako Slovenija? Oni so imeli roadshow, ne, in so predvajali. Mislim, da ena projekcija je bila v vsaki državi ali pa 2 dni mogoče, če je bila večja država. Zelo tako, ampak nisem bil sure, se bo to dejansko zgodilo, kdo je distributer, nič novic ni bilo. Potem ste končno vi objavili. Jaz sem za Spy X Family smo videli na Anime News Network, da je Slovenija bila napovedana, preden je kdorkoli što karkoli rekel. Na Crunchyrollu najprej, potem je Anime News Network od njih prevzel, zato ker Crunchyroll je bil originalni distributer. Oziroma Sony je distributer v Evropi. In pač Konfilm je pač distributer za Sonyjeve filme, tako ali kako. Ker ima Sony zdaj v lasti Crunchyroll, je veliko lažje dobiti te filme, ki recimo Crunchyroll licencira. Torej boš vedel, da Sony je pa pač worldwide firma, so bomo lažje dobili v Evropo in Sony ima že tako uveljavljene distributerje v vseh državah. Je veliko lažje dobiti potem te movie. Pač Konfilmu je lažje, ker pač oni imajo pač za cel Balkan distribucijo in pač lahko lepo si razporedijo. Kada imaš na Hrvaškem, v Srbiji, samo v drugih državah je to malo bolj obiskano, nekako vem, kako sem slišal. Bilo pa je tako, ker pač takrat, ko so Suzume izdali samo na Hrvaškem. Jaz malo jih kontaktiral, pač kak je to zdaj, zakaj pač nismo mi to dobili, pač imajo oni pač distribucijo dovoljeno, da imajo pač zadevo na voljo, zakaj niso pač dali. Bomo se za naslednjič kaj dogovorili, pač je napisala potem lepo nazaj, vse okej. One Piece je bil, to je Piece of Magic. Prej bi jih moral kontaktirati. Mogo biti težič na začetku. Vse, kar imate, pošljite v Slovenijo. Več fanov se bo ustvarilo, več obiska na konvenciji. Pa ne se vidi dejansko, vedno novi prihajajo na Kopru dole, sem videl toliko novih obrazov, toliko novih spoznav. Jaz sem bil šokiran, nazadnje smo bili v kinu, pa je bil plakat za Spy Family, bil tam Cineplex, bil predvajan, in tam en mali, tak nekako bo 10 let star z očetom, sta šla nekaj risanko gledati, pa pravi tam mali, jaz bi šel to gledati, Spy Family, jaz bi to šel gledati, pa rekel, pa to je v četrtek, komico, pa jaz bi šel zdaj gledati. Rekel, če je na Fortnite gore so skini, zdaj veš, da bi to šel zdaj gledati. New generation, Ja, pač je promocija, ne, viš. Globalizacija, gledaj. Fortnite dobro promovira anime, mislim, da imajo tudi One Piece skine in podobno. Pa Marvel, od Disneya imajo vse. Fortnite Face promovirajo. Fortnite ima vedno full skino, pač. Veste še za kakšen? Spy Family imajo tudi? Pa te Lloyda lahko špilaš. Anjo. Anja ne moreš ustreliti. Anja bi bila preveč OP. Sam je pa tudi na enemi fanih, da grejo pogledati, tudi če recimo film ni glih po njihovem najbolj okusu. Ker se bojo začeli dogajati, da bo premalo ljudi na teh projekcijah, pač ne bo enkrat njihov film, ki bi ga želeli gledati, ne bo predvajati. Enostavno ne bo ljudi. Potem bodo samo oni res dobri anime filmi. Ni nujno, ne. Distributer bo videl, noben oče anime ogledati, ne bojo niti dobrih filmov pobrali. Je pa dejstvo, da boš tako gledati, da tudi anime fani, ki dejansko so, tako smo mi, recimo nekaj časa, ko smo bili dejansko v soustvarjanju v bistvu community v Sloveniji, taki ljudje bojo šli za inak gledati anime zgolj, da dejansko, da greš, da dejansko imaš pretok, da vsaj
vsaj 30-40 ljudi v Sloveniji bo definitivno vedno šlo gledati. Ja, to je po defaultu. Ok, 30-40 samo v Sloveniji. Če celo več. Pa če reči na 30-40 pač na posamezen kino. Na kino, ajde, rečemo tako. Da pa če imaš to 5-6 kin, je to kar že neka številka. Mene je ful veseli, da so recimo Soradol najprej dva, čeprav je bil sam v Mariboru, ne, ampak me pa razžalostili, da je bilo pa ful malo folk. Ja, tukaj se pač, ker sem se pogovarjal s Cineplexom, se pač oni niso odločili, ker pač niso bili čez ziher, kak bo obiskano, ne. Ja, se to je tista največji problem, ne, ker vsak ne bo šel gledati vsakega filma, ne. Res. In je pač potem vseeno Maribor se je nekako vseeno vzel, ampak oni pač niso potem podnapisal slovenskih dali zraven. Kar je meči super. Ampak ne, problem je pač Slovenije, ker po zakonodaji pač moraš imeti vse podnaslovljeno ali pa pač sinhronizirano. Je najrajši, da pri nas je največji problem zato, ker nekako se skoraj zahteva, da če je risanka, mora biti sinhronizirano pika. Otroška zadeva. Ne samo to, potem dajo v programsko shemo samo sinhronizirano. Posebej sedaj v digitalnem času, ko pač lahko imaš dejansko vse gori na... Ja, to nisem mogel verjeti za Marjota. Marjota nisem mogel gledati angleškega, samo slovenskega. A dejansko sploh ni bilo? Nismo ga šli v Avstrijo gledati. V Avstriji je bilo dabano? V angliščini brez podnapisov. Ampak ti so Tisto je vse eno, če razumeš angliško. Ja, ampak oni so imeli pač sinhronizirano verzijo, plus podnaslovljeno verzijo, plus pač brez vsega. Samo vedno pa je tako, v Avstriji imajo pač določeno, če imajo vsaj eno verzijo, lahko tudi drugo predvajajo. Pač to rečemo. Ker je digitalno, pač samo menjajo audio pa vse. Lahko je ena projekcija pač potem v originalu. Ja.